Problem, ki ga želimo rešiti, nam preprečuje, da bi ga rešili. Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem energijski trener za uspeh. Kaj dejansko to pomeni? Vsi v življenju se soočamo z nekimi situacijami, rečemo temu, ne bomo rekli problemi, nas je strah, želimo postati bolj samozavestni, potem recimo želimo povečati svoj fokus, prestavljamo stvari, želimo izboljšati svojo komunikacijo, imamo nezaupanje v življenju, karkoli dejansko želite v tem trenutku rešiti, kjerkoli želite svoje življenje postaviti dejansko na višji nivo, vam ta problem dejansko ravno tako preprečuje, da bi se odločili, našli pomoč in začeli resnično delati. Pa poglejmo konkretno, kaj se dejansko dogaja. Poglejte, v večini primerov seveda ena zgodba je, da najprej v prvi fazi želimo stvari sami rešiti, iščemo brezplačne informacije, brezplačna navodila, priročnike, razne video tutoriale in super je, če nam to uspe. Če pa je problem, majčkeno bolj konkreten in dejansko sami nismo sposobni rešiti, v bistvu dejansko, če želimo rešiti zadevo hitro, če želimo rešiti zadevo trajno, če želimo resnično rešiti, bi vam vsekakor priporočil, da si poiščete pomoč, ne? A vendar, ko si poiščemo pomoč, potem ta problem pride na dan. Poglejmo konkretno. Če želimo rešiti problem, ker nas je strah. Strah nas je, da se odločimo, strah nas je, da bi sprejeli nek commitment, neko odločitev, da bi naredili neko spremembo, ne? In potem najdemo coacha, ki nam lahko pomaga. In potem se vse dogovorimo, ne? In potem se je treba odločiti. Ampak nas je strah, da bi se odločili. In potem se ne odločimo in tega ne rešimo. Ravno tako je z nezaupanjem, ravno tako je s strahom pred izgubo denarja. Ker če hočemo rešiti, denar nam uhaja iz rok, nimamo dovolj energije, ne znamo se fokusirati, nimamo samozavesti, da bi našli, novo službo, da bi videli nove priložnosti in tako naprej. V bistvu strah pred izgubo denarja. In potem najdemo nekoga, ki nam dejansko lahko pomaga iz te situacije. In smo na tem, da se odločimo, dejansko prišli smo do točke odrešitve. Ampak nas je strah in ta strah bo udaril ven. In zaradi tega strahu, isto obotavljanje, dostikrat mi stranke rečejo, Miran, ne morem se takoj odločiti, rabim čas. Seveda rabiš čas, ampak ta rabiš čas se je mogoče vlekel že par let. Rabiš čas. Sej dejansko, ko gremo v nakupovanje nečesa, ali je to nov mobitel, nova televizija, nov avto, isto se moramo odločiti. In dejansko, recimo problem, ne znam se postaviti zase, ne znam sebe postaviti na prvo mesto. In potem, ko je treba to rešiti, zopet ne znam sebe postaviti na prvo mesto, ker ima vse drugo prednost, zopet se ne znam postaviti zase, da bi dejansko lahko rešila svoj problem. Isto recimo partnerska komunikacija, strah, kaj bo partner rekel in tako naprej. Vse te stvari, nažalost, nam stojijo na poti, da bi dejansko rešili naš problem. Ok, kaj potem lahko naredimo? Obstajata dve možnosti. Oziroma tri. Ena možnost je, da ne naredimo nič, da poskušamo še naprej, se vrtimo v krogu, kar zopet ni najboljša rešitev. Druga stvar je, da počakamo. Počakamo. Že v prvi vrsti smo počakali. Da počakamo na kaj? Da počakamo, da postane še huje. Mogoče ni najboljši nasvet, preskoči to eno minuto nazaj, ampak dejansko ljudje, ko dolgo časa čakajo in ko je strah pred tem, kaj bo, večji pred strahom, da se odločiš, potem se odločiš. Ampak razumete, če te je strah, recimo, nimaš denarja za najemnino, nimaš, in si brez službe in nimaš denarja, se ni niti pomembno. In ko je strah pred tem, da ti bodo, vzeli avto, da te bodo vrgli ven iz hiše, da ti bodo zaplenili mobitel, ko je ta strah močnejši pred strahom, da poiščeš novo službo, potem greš v akcijo. Ampak to je vedno slaba izbira.
kaj je dejansko boljša izbira? Najboljša izbira je, da najdete nekoga, ki dejansko vam pove, kaj morate narediti, ki vam da sistem dela, ki vam predstavi sistem dela in dejansko vas prepriča, da se odločite, da bi z njim začeli delati in potem skočite. In se potem odločite se takoj. Takoj, tako kot rečemo, ne, to je v bistvu skok vere, skok v mrzlo vodo. Skočiš v vodo in potem sproti rešuješ in potem plavaš. Seveda dostikrat pride pomislek, ne, ko se pač to je nek del prodajnega razgovora, ne glede na to, ali to se prodaja nek coaching storitev, svetovanje, ali se to prodaja avto, ne. V bistvu prodajalec vedno reče, dajmo, gremo kar, zaključimo to zadevo, ne. In potem vedno razmišljamo, hoče mi prodati. Če ne bom kupil, če mi ne bom mogel prodati, potem pač tega ne bomo imeli. Ne? Ampak dejstvo je, če se ne odločite tako, jaz dostikrat rečem stranka, glejte, ne želim vas pritiskati, ampak najboljša stvar, ki jo lahko storite, je, da dejansko jaz vam pošljem ponudbo in da greste takoj vplačati, da se takoj odločite. Zdaj v tem trenutku imate moment, imate zalet, imate dejansko pa čisto potrebno gorivo, da se premaknete naprej, ne? In dejansko potem gremo in potem gre v akcijo. Ne? Če pa rabim čas 2 dni, rabim tako in tako naprej, potem se pa glejte, nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha, ne? Ampak mrzla juha je za nič. Ne? In dejansko, ko te prime, da bi nekaj naredil in potem počakaš, da ti mine, potem ponavadi ne narediš. Ne. To pomeni, da dejansko stvar je, ko naletite na sistem dela, ko naletite na coacha, na nekoga, ki vam lahko pomaga in ste na tem, da bi se odločili, da bi sprejeli to odločitev, da bi skočili, dajte skočiti. To je dejansko najboljši nasvet, kar vam ga lahko dam. Drugače je vedno tako, problem, ki ga želite rešiti, vam vedno preprečuje, da bi ga dejansko rešili. Primere smo pogledali, če imate kakšno dodatna vprašanja, me kontaktirajte, vabim vas, da se mi pridružite na Facebooku, YouTubeu in seveda pač vabim vas na pogovor. Lahko vam predstavim sistem dela, ki vam pa lahko pomaga, da vam te vaši problemi ne bodo več delali probleme. Tako da želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se kmalu zopet slišimo.